Lepo pozdravljeni. Dobrodošli v drugi oddaji Splet dogodkov tedna v slovenskem znakovnem jeziku. Danes bomo izvedeli, kakšno je glavno geslo letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja, ki je bil 10. oktobra, in še nekaj drugih novic iz Slovenije in sveta. Spremljajte nas vsak petek ob 18. uri. 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja. Letošnji je potekal pod geslom Čas je, da damo prednost duševnemu zdravju na delovnem mestu. Potrebno je ustvarjati delovna okolja, ki bodo spodbudna in bodo omogočala dobro počutje zaposlenih. Osebe s težavami v duševnem zdravju še vedno sodijo med najtežje zaposljive, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je prejšnji vikend organizirala drugi tabor gluhih žensk v Kranjski Gori, kjer je bilo veliko govora o pomembnosti duševnega zdravja. Oglejte si prispevek, ki je že objavljen na spletni televiziji. V predstavitvi v Državnem zboru je premier Robert Golob na podlagi predloga proračunov za leti 2025 in 2026 omenil, da ohranjata prioritete te vlade, ki so zdravstvo, znanje, inovacije in gospodarstvo ter varnost in odpornost. Ne zmanjšujemo sredstev za obnovo po poplavah, ne ustavljamo se takrat, ko je treba zagotoviti sredstva za reforme, je dejal. Državni zbor je imenoval dosedanjega vodjo poslanske skupine Gibanje Svoboda, Boruta Sajovica, za novega ministra za obrambo, do nedavnega direktorja Zavoda RS za šolstvo, Vinka Logaja, pa za ministra za vzgojo in izobraževanje. Premier Robert Golob še išče kandidata za vodenje Ministrstva za digitalno preobrazbo. Začasno ga vodi finančni minister Klemen Boštjančič. Dolgoletni vidni član in poslanec SDS Anže Logar je izstopil iz stranke, so poročanje N1 tudi za STA potrdili v SDS. Potrdili so, da so prejeli njegovo izstopno izjavo. Ni pa še jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO je v torek v Ljubljani pripravila forum Partnerstvo za prihodnost. Na dogodku so stroko, gospodarstveniki in politiki razmišljali o načinih za okrepitev družbene odgovornosti ter za izboljšanje sistemov pomoči in omogočanja dostojnega življenja za vse. Podjetje Gorenje bo konec avgusta 2025 zaprlo obrat v Rogatcu, kjer izdelujejo komponente za hladilno-zamrzovalne aparate, proizvodnjo pa bodo na tej lokaciji močno zmanjšali že konec leta. Vsem 120 zaposlenim bodo ponudili delo v Gorenjevih tovarnah v Velenju. Hrvaška mejna policija zažiga osebne stvari migrantov, ki poskušajo vstopiti v Evropsko unijo in jih nasilno vrača v Bosno in Hercegovino, piše britanski časopis Guardian, ki pri tem navaja poročilo humanitarne organizacije No Name Kitchen. Hrvaško notranje ministrstvo očitke zavrača in poudarja, da imajo ničelno toleranco do nezakonitega ravnanja policije. Slovenska ekipa reševalcev in vodnikov reševalnih psov nadaljuje iskanje pogrešanih na območju v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, ki so ga nedavno prizadele hude poplave in plazovi. V enem izmed huje prizadetih krajev so odkrili še eno truplo. Število žrtev je tako naraslo na 22. NLB skupina je že napovedala obsežno donacijo.
Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal bo po nastopu za Španijo na Davisovem pokalu, ki ga gosti španska Malaga, končal kariero, je napovedal na družbenih omrežjih. Eden največjih predstavnikov tega športa je v karieri osvojil 22 Grand Slamov, v zadnjem času pa zaradi številnih poškodb ni veliko igral. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo jutri na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji lovil rekordno 4. zaporedno zmago. Ob njem bo od Slovencev na startu še Jan Tratnik, medtem ko je Primož Roglič po nekoliko slabši formi sezono že zaključil. Jutri bo delno jasno, ponekod v notranjosti bo sprva nekaj nizke oblačnosti. V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Čez dan bo toplo. V ponedeljek zjutraj bo v notranjosti verjetno nekaj nizke oblačnosti. Čez dan kaže na sončno vreme. Danes bomo spoznali dve kretnji. Prva je travma, druga pa umetna inteligenca. Najprej poglejmo, kaj ti besedi pomenita. Travma. Nekaj zelo hudega, kar nekdo doživi, oziroma zelo hudo, zelo težko doživetje zaradi duševnega pretresa. Travma. Umetna inteligenca. Interdisciplinarna veda, ki proučuje naprave, sposobne posnemati človekovo razmišljanje in vključuje na primer sklepanje, načrtovanje, učenje, znanje, sporazumevanje, zaznavanje. Umetna inteligenca. Vidimo se naslednji petek ob 18. uri na spletni televiziji. Želimo vam lep konec tedna.